po predlogu proračuna za leto 2020 je na odhodkovni strani 17,7, na prihodkovni pa 17,4 milijona evrov. Kot pravi župan občine Sevnica, so pri virih zaradi državne politike zelo omejeni. Kar se tiče odhodkov, sledijo tistim projektom, ki so načrtovani in opredeljeni kot najbolj potrebni, ter imajo največjo možnost in priložnost za realizacijo. Ki je upoštevano več kriterijev. Nekatere projekte je treba zaključiti, zato da bodo funkcionirali dalje. Tak je bazen, ki se v letu 2020 zaključuje. Potem izpostavil bi dograditev vrtca zaradi potrebe, ki je nastala v tem obdobju. Sicer gre za manjšo dograditev, 3 igralnice, ampak s tem bi pokrili ali pa bomo pokrili potrebe v Sevnici in potem tudi v prihodnjih letih bodo potrebne manjše dograditve v drugih krajih. Ocvirk izpostavi, da jim uspeva slediti potrebam razvoja družbenih dejavnosti. In hkrati ohranjamo še nek primeren obseg infrastrukturnih ureditev in priprav na evropske projekte oziroma začetek evropskih projektov. Tako da nekako vzdržujemo cestno mrežo v primerni kondiciji, da dograjujemo vodovodne sisteme in kanalizacijske sisteme, ki so bistveno za življenje. Veliko je tudi dela na prostorskih aktih. Prostorski akti so tista osnova za investicije v gospodarstvu in v zasebnem sektorju med občani in tudi ta segment zelo podpiramo v predlogu proračuna za leto 2020. Ja, proračun za leto 2020 je, bi rekel, pričakovan. V naši listi si želimo predvsem, da bi bil bolj razvojno usmerjen, z več manevrskega prostora, se pravi, da bi bilo več prihodkov, ki bi lahko določali malo bolj ambiciozen, predvsem investicijski ciklus, pravzaprav se pa vzdržuje neko stanje, pa bi rekel, bolj malenkostno investira v neke vsebine, ki so seveda nujne, ampak menimo, da bi lahko bilo veliko več teh razvojnih sredstev, ki bi prispevali k neki viziji, ki pa tudi ne vemo točno, v katero smer gremo. Občinski svet bo dopolnjen predlog proračuna obravnaval na decembrski seji.